Pričakoval sem, da bo vsaj poskus, da bi se poravnali, kar se mene tiče, smo se pripravljeni pogovarjati o vsem. Kaj ste pa bi bili pripravljeni pri poravnavi sprejeti? Priznanje neupravičene odpovedi. To je edina stvar, na kateri bi vztrajal, vse ostalo je v resnici za mene nepomembno. To je zdaj začetek pravzaprav sodnega postopka, ker poravnava ni uspela. Pričakujete torej dolgotrajen, mukotrpen proces za vas? Mislim, dolgotrajen verjetno bo, ne vem, ker nimam tukaj izkušenj, tako da jeseni se bo vse skupaj, kot kaže, nadaljevalo in jaz verjamem v naš prav in bomo pač na tem vztrajali. Torej vztrajate, da je bila vaša odpoved neupravičena? Absolutno neupravičena. Prav nobenega razloga ni za odpoved. Zakaj, če nam majčkeno opišete, zakaj menite? Zato, ker vsi očitki, ki so bili v odpovedi navedeni, so neutemeljeni. Od teh že večkrat opisanih in pojasnjenih stvari, preskakovanje čakalnih vrst, preusmerjanja pacientov. To so vsi očitki, ki so popolnoma neupravičeni, ker nič od tega dejansko ni bilo. Potem so pa neki minorni očitki, da menda ni bilo v službo, pa nisem najavil dopusta in tako naprej, ki tudi nikakor niso razlog za morebitno odpoved delovnega razmerja.